Profesor dr. Zvezdan Birkošek, doktor medicine, zdravnik, specialist nevrolog, predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja enote za raziskovanje ter dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Je soustanovitelj srednjeevropskega meduniverzitetnega in medfakultetnega študija Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani, je predstavnik Slovenije za raziskovanja na področju nevrodegenerativnih bolezni na nivoju Evrope. V Sloveniji je pobudnik in soustanovitelj Društva bolnikov s parkinsonizmom in predsednik strokovnega odbora Združenja bolnikov z demenco Spominčica. Je član naravoslovno-tehničnega odseka pri Slovenski matici. Njegovi poglavitni raziskovalni področji sta nevrodegenerativne bolezni, Parkinsonova bolezen in Alzheimerjeva bolezen, ter kognitivna nevroznanost. Je recenzent pri 10 mednarodnih strokovnih revij. V sistemu COBISS ima okoli 700 zaznankov, ki beležijo njegovo znanstveno, strokovno in poljudno aktivnost. V domačem okolju je pogosto gost v radijskih in televizijskih oddajah, časopisih in javnih nastopih. Je popolnoma predan svojemu raziskovanemu področju, svoje dosežke znanja, svoje obsežno znanje predaja študentom, ki ga imajo zelo radi in zelo cenijo, pacientom in strokovni širši javnosti. Za delo na področju demenc mu je predsednik Republike Slovenije leta 2018 podelil državno odličje red zaslug. Toliko profesorju, zdaj pa te prosim, da nastopi. Zdaj bom pa še jaz uskočila, se upravičujem še enkrat za te tehnične motnje in zamudo. In sicer tole današnje naravoslovno predavanje bo potekalo majčkeno drugače kot ponavadi, in sicer bomo znanost, medicino, naravoslovje povezali z glasbo. In sicer bodo nastopili člani glasbenega ateljeja Tartini. In sicer prvo glasbeno točko bosta predstavila Mija Brčina, deklica stara 6 let, in Luka Prelog, upam, da sem prav izgovorila imena in priimke, star 7 let. Na klavirju ju bo spremljala gospa Meira Smajlović, tako da kar lepo prosim, če lahko pridete na oder.
Zdaj pa je Mozart, kraj. Še dve ljudski, prej so bili 3 otroški. Zajček. Hvala, ker niste obupali nad tehnologijo tega stoletja. Potem pa seveda velika hvala Miji in Luki, mislim, da ste že odšla. No in to, kar bo sledilo, bo mala opomba, mala fusnota k temu, kar sta nam zdaj dala Luka in Mija. Spregovorila bom o človeškem spominu in na nek način se seveda zgodba o človeškem spominu začne davno tega. Morda se začne dve glavni teoriji sta o nastanku življenja in videti bomo, da takoj z nastankom življenja pravzaprav sledi že nek spomin. Dve teoriji sta, kako je nastalo življenje na tem našem planetu. Ena teorija trdi, da je takrat v tistih časih pred 5 milijardami let, ko se je nekaj ogromnih skal z gravitacijo zabilo druga v drugo in so naredili nov planet Zemljo. Ena skala je pa ostala malo zase in je postala Luna,
A ne, da je takrat pravzaprav prišel na meteoritu, so prišle aminokisline, ki so kasneje naredile življenje. Druga teorija pravi, da se je življenje začelo mukoma in počasi na tej zemlji. Zanesljivo vemo, da vsaj pred 3 milijardami let in pol, da je že bilo življenje, saj so v Južni Avstraliji našli cianobakterije, ki že imajo aminokisline, ki so pravzaprav že znanilke življenja. Torej nekje med 5 milijardami let in med 3,5 milijardami let se začne zgodba življenja na tem planetu in kaj zgodaj tudi spomina. V tem času seveda je vzniknilo nešteto življenj, nešteto življenjskih oblik, nešteto vrst. In vsaka vrsta je bila kot recimo voznik, šofer nekega avtomobila, ki vozi po ozki, prepadni gorski cesti, zaledeneli, zamegljeni in ne ve, kaj bo v naslednjem trenutku. Niti ne more na to, kaj veliko vplivati. Ne? Evolucija je kruta, večino teh malih vejc, teh življenj je pravzaprav v velikih tragedijah se izničilo, nekatere so ostale in tam tista mala na koncu sta neandertalec in človek. Torej, spominov na tem planetu je več. Eno je seveda spomin življenja na tem planetu, spomin tudi moje vrste, ki je zapisan v tisto knjigo življenja, ki jo imenujemo DNA. Ampak potem je pa še en drug spomin, ki je zame kot za živo bitje bolj pomemben. In to je spomin tega mojega kratkega življenja, 80, 90. Biologi, gerontologi pravijo, da je naš rok trajanja nekako od 120 do 150 let. Vsaj ena zemljanka se ga je že dotaknila, Jean Calment, Francozinja, ki je v 90-ih letih živela do svojega 123. leta. Ta spomin tega mojega malega življenja, teh mojih 70-80 let, je sicer tudi zapisano v DNA, vendar se močno udejani v enem čudovitem organu, ki ga vidite tukaj, torej v možganih. Dolgo časa je veljalo, da pravzaprav ta spomin zapisan v DNA se lahko dotakne tistega spomina, ki je zapisan v možganih, ne more biti pa obratno, ne more pa biti to, kar jaz se spominjam, kar jaz jem, kar jaz se gibam ali ne gibam, da bi se pa to vpisalo v DNA vrst in življenja tega planeta. Ampak danes vemo, da temu ni tako. Da pravzaprav jaz z načinom svojega življenja, jaz z svojo morda filozofijo, morda z načinom, kako se gibam ali se ne gibam, kako čitam knjige ali jih ne čitam, kako poslušam Mijo in Luko, z njunim, mislim, da je bil Mozart. S tem jaz vplivam lahko za čuden način, ki ga ne bom razlagal podrobnosti, ampak jaz lahko vplivam na svoj genetski material. Ne direktno na svoje gene, ki seveda bodo potem skozi mnoge generacije prešle do naslednje generacije, ampak na tisti del, ki odvija ali zavija gene, ki omogoča, da se izrazijo ali ne. To se imenuje epigenetika in pomeni veliko, bom rekel, veselje enemu davno preminulemu znanstveniku Lamarck se je imenoval, ki je rekel, da bomo lahko z načinom svojega življenja pravzaprav vplivali tudi na svoje gene. Ampak še vedno lahko rečemo, da imamo nekaj vrst spominov,
torej spomin vrste, spomin življenja na tem planetu, to je DNA. Imamo še en zanimiv spomin, ki je zapisan v naših imunskih celicah, v imunskih celicah vseh biti tega planeta in seveda imamo ta spomin, ki je spomin mojega življenja. Gradniki spomina v teh mojih možganih so mnogi in se prepletajo med seboj. Najbolj vsi poznamo te velike, torej gradnike, že pravzaprav možgane same. Že v možganih pomislimo, ja, to pa je, ima dobre možgane, ima dober spomin. Ampak v teh možganih ni vse posvečeno spominu. So določena območja, ki so bolj posvečena spominu in so določena območja, ki so manj posvečena spomina. Tukaj z zeleno vidite nek organ, ki je skorajda ikonski, o katerem tako radi nevrologi, pa tudi drugi predavamo, imenuje se morski koniček ali hipokampus. In nam je simbol za spomin mojega življenja, za vse epizode, ki so se nanizale od mojega približno 3. leta pa do pred nekaj trenutki. Pa vendar ne bomo videli, da je to samo eden izmed organov. In ta spomin, moj epizodični spomin, moj autobiografski spomin, kaj se je zgodilo včeraj in kaj se je zgodilo pred 8 leti, samo eden izmed mnogih spominov. In samo eden izmed velikih nivojev. Če vzamemo veliki mikroskop in pogledamo, kaj je zdaj v tem hipokampusu, pa v nekaterih drugih delih možganov, bomo osupli in nejeverno zdrli v 87 milijard nevronov. To je množica, velika množica, ampak tudi če pogledamo enega samega, vse to je ena izmed 87 milijard možganskih celic, ki jih imamo. In zdaj, če pogledamo samo eno, vidimo, da ima ta ena do 10, morda celo 15 tisoč povezav z ostalimi. Ta račun, 87 milijard krat 10 tisoč, je tisto verjetno, kar nas naredi nekako drugačne od vseh ostalih oblik življenja na tem planetu, nam omogoči, da nekega dne smo in nekega dne bomo stali na Luni, da zremo v tisti veliki planet, ki se počasi vrti in je kot nek modri biser in premišljujemo o smislu svojega življenja in o tukaj in zdaj in o stvareh, ki so večje kot recimo en PowerPoint. Vidite, se pravi, en neuron, ena celica ima do in vse te male pikice so kontakti z ostalimi nevroni. Če se dotakneta dva nevrona, če naredita stik, to pomeni, da sem se recimo naučil novo francosko besedo. To pomeni, da sem si zapomnil pot od Slovenske matrice do železniške postaje. To pomeni, da sem zmožen narediti en gib, da nekomu pomaham. To pomeni, druga dva nevrona pomenita, da se spominjam davno umrlega človeka, ki nam pomeni veliko. In potem, če gremo še globlje v ta nevron, vidimo, kako je zgrajen pravzaprav ta stik med nevronom in drugim nevronom, med eno in drugo torej celico. In znova stopamo v nek fascinanten svet enih malih tekočinic, biokemičnih prenašalcev, ki takrat, ko bomo nekaj pomislili recimo, ali pa nekaj naredili, se bodo izpraznili v tale prostor in na to zasedli mesto na naslednji možganski celici in tako se bo informacija nadaljevala. In potem čisto na koncu bomo prodrli v tisto jedro in tam našli starega znanca DNA.
In takrat bomo videli še en čudež, ki ga pravzaprav še pred nekaj leti nismo vedeli, jaz vsem nisem vedel zanj kot študent. In sicer, da lahko ta DNA, da v ta DNA, v to jedro vstopajo male molekule, imenujemo jih RNA, ki na to potrkajo na jedro, dobijo tam neke informacije in te informacije je prenesejo na tale stik, kjer se stikajo živčne celice. To so torej gradniki spomina in lahko se vprašamo, seveda naši možgani se neprestano spreminjajo. Vse v tem, kar sem vam pokazal, se spreminja. Lahko si zadamo tisto prastaro dilemo človeštva. Spomnite se, ko se je Tezej vračal iz Krete in je pustil na to, so mu hvaležni Atenci, so postavili njegovo ladjo, s katero je rešil atensko mladino, so jo postavili na slavno mesto, na trg sredi Aten in jo čuvali. In vsake toliko časa so menjali en mali delček. In na to so se filozofi, pa tudi sodobni nevroznanstveniki vprašali, ali je to še vedno Tezejeva ladja, ali je to še vedno tista ista ladja. Tako se lahko vprašamo mi, ko se nam spreminjajo vse te celice, vse te molekule, ali smo še vedno in imamo take in take spomine, ki nas spreminjajo, ali smo še vedno tisti isti ljudje, ali smo nekaj drugega. Psiholog bi razdelil spomine na kratkoročne, tiste, ki se jih hitro zapomnimo, pa tudi hitro pozabimo, pa na dolgoročne. En tak tipični kratkoročni spomin, bi bil, recimo, če si skušate zapomniti tole, prečitajte si sneg, ptič, mrzlo, proso, snežinka, februar, sani, nos, iglu, sever, skušajte si to zapomniti. In zdaj, če bi vas jaz vprašal čez nekaj minut, bi jih nekaj se spomnili, vseh pa ne. No, in ta kratek spomin, ki traja samo nekaj sekund, je neverjetno pomemben za naše življenje. Nekateri pravijo, ki se sprašujejo, kaj je sedanjost. In mnogi filozofi bi rekli, ni trenutka, ki je zdaj. Je trenutek, ki je bil tik pred tem in je trenutek, ki me čaka, ki je pred mano. Določeni neurofiziologi bi pa rekli, ne, imamo miro za zdaj. In to je delovni spomin. Delovni spomin, boste videli, traja nekaj sekund, če bi vmes povedal recimo tole številko 0, 3, 8, 5, 7, 9, 4. In bi si jo vi zapomnili, ker je to zelo pomembna številka, morda telefonska številka pomembnega človeka. Potem bi si jo zapomnili in bi jo dali v dolgoročni spomin. Pomaga nam pa ta delovni, zelo kratek spomin preiti skozi vse ure tega življenja. Zelo je pomembno, da jaz vem, kaj sem imel v mislih trenutek pred tem, zato ker trenutek zatem bom nekaj naredil. Se pravi, to je ta spomin. To je ta spomin, ki mi pomaga, da delam to, kar želim. To ni ta slavni dolgoročni spomin, kot ali se spomnim, kaj je bilo on 9/11 nekega davnega dni, ali pa recimo dneva, ko so ustrelili Kennedyja, če ga malo starejše generacije, kot smo mi. Ne, ampak je pa strašno pomemben. In če ga bom izgubil, bo človek, ki me dobro pozna, ne bo pravzaprav ugotovil, da meni peša spomin. Rekel bo, joj, kako postajaš raztrešen, daj se zberi. Ni problem v tem, da se izgubljam svoj delovni, kratkoročni spomin, nekaj sekund, ki mi kot fino vezivo, ki pravzaprav spaja male koščke mojih trenutkov, naredi ta dan ustvarjalen, lep, poln, ki se ga zavedam. Ampak bolj zanimivi so nevrologov dolgoročni spomini, zlasti recimo tisti, o katerih lahko poročam. Če me nekdo vpraša, kaj je glavno mesto Francije, kako
sem ponosen, vem, da je glavno mesto Francije Pariz. Ali pa, če me nekdo vpraša, kaj pa si gledal v gledališču pred tednom dni, ali pa kaj takega. Epizodični spomin, se pravi te epizode, o katerih lahko poročam, ali recimo moje znanje, o katerem lahko poročam, to je ta eksplicitni ali deklarativni spomin in poglejte, umeščen je v tisti mali del, ki smo ga prej omenili, ki nevrologu toliko veliko pomeni, to je hipokampus ali morski koniček. Imamo tudi, videli smo eno čudovito predstavo Luke in Mije, ki sta se morala tega Mozarta naučiti na pamet. Ure in ure sta vadila, škoda, koliko ni tukaj, bi povedala, koliko ur, ampak če bosta hotla biti dobra, veliko ur, a ne Mija, a ne Luka, veliko je bilo treba vaditi. In še bo treba vaditi, kajti nekdo je rekel, in verjetno ni daleč od resnice, da tudi tisti Mozart, če ne bi imel svojih 10.000 ur, ne bi bil Mozart. Vidite, to je pa drug spomin. Ta spomin je pa nekaj, kar jaz ne deklariram, o čemer ne govorim, kar samo naredim. Samo igram, samo plavam, samo hodim. Se pravi, to pa je implicitni ali proceduralni spomin, ki pa je v čist drugih delih možganov, globoko možganih, v zadnjih ganglih in v malih možganih. Vidite, veliko je teh spominov, veliko je delov možganov, ki so posvečeni spominom. In kot sem rekel, kako zelo nas ljudi fascinira prav tale del možganov. Ta hipokampus, ki poglejte, tukaj tam na desni sliki, tisto je organ, del možganov in zraven vidite morskega konička. In lahko razumete, zakaj so ga stari anatomi poimenovali morski koniček, hipokampus. Kdaj se hipokampus pojavi? V nevroznanosti je strašno znana, pa zelo poenostavljena zgodba, ki jo jaz v bistvu študentom rad povem, ker jih zelo motivira in pravi, da nimamo v možganih da nimamo v glavi enih možganov, ampak imamo najprej rečejo dvojne možgane, ker imamo levo in desno hemisfero in sta si neverjetno podobni, čeprav nista čisto enaki. Ampak potem imamo še eno drugo zgodbo, ki nam pa pravi, da imamo pa v glavi 3 možgane. Najprej najbolj globoko možgane plazilcev. To so tisti naši možgani, ki želijo jesti, piti, ki se želijo razmnoževati, ki vedo, da je noč in dan in da je treba počivati, ki so lačni, ki so žejni, najgloblji možgani. In na to gre zgodba tako, da pred približno 250 milijoni let narava naredi en tak zanimiv poskus in sicer, da nov del možganov z 2 čudovitima funkcijama, eno je spomin in eno so čustva. In videli bomo, kako so spomin in čustva tesno povezani. Ta del možganov nastane pri sesalcih. In potem imamo še tretje darilo, ki nam ga skozi utelepšene evolucijo človeka da narava in to je nekako v tistem času, ko skozi temno hladno vesolje hiti en meteorit, ki bo tam nekje, ne vem kaj, 65 milijonov let tega zadev planet Zemljo in sicer Yucatan in bo povzročil masovno ekstinkcijo plazilcev, takrat približno se v nekaterih od bitij, od sesalcev poraja tretji del možganov, na katerega smo pa zdaj mi, kasneje 67 milijonov let tako ponosni, in to je možganska skorja. To je tisto, kar nas pravzaprav naredi to, kar smo. Pa vendarle ta zgodba je seveda privlačna, v nekih grobih obrisih velja, ampak če ste pa zelo natančni, bomo pa videli in bomo se zazrli v to evolucijo, bomo pa videli, da pravzaprav že tudi ribe in tudi plazilci imajo tale del, ki se sicer imenuje drugače
in ki se kasneje v evoluciji pri sesalcih prične zavijati noter in prične vkopavati globoko v možgane. To je hipokampus. In hipokampus v evoluciji zgodnji ima eno samo nalogo, ki pa je blazno pomembna in je ostala še pri nas. In to je, da jaz vem, kje sem. V hipokampusu imamo posebne celice, ki jih morda lahko primerjamo z GPS-om. A se reče GPS, Global Positioning System, ja, to, kar imamo v avtu. Kar nam pove, kaj naprej, kaj je to. Strašno je pomembno, se pravi, moj prvi spomin, ki je spomin tudi ribic, ki je spomin tudi želu, je ta, kje sem, kako se gibam, kaj je levo, predvsem zakaj je to pomembno, predvsem je to pomembno, ker moram poiskati hrano in ker moram vedeti, kje so plenilci. Kako zelo se ena želva spominja, kje je in hiti tja ali tja. Vidite, se pravi, to je 500 milijonov let, lahko že govorimo o nekem spominu, ki je pa spomin za prostor, pa ne samo za prostor, ampak je tudi spomin za čas. Kajti te celice v hipokampusu ne samo, da pravzaprav nas točno informirajo, kaj je spredaj, kaj je zadaj, ali sem sedaj na robu neke reke, ali sem ob vznožju griča, ali je sonce za menoj. Te celice se aktivirajo tudi z določenim časovnim zaporedjem in rodi se čas. In Albert Einstein, to so te iste celice, ne, ki pa imajo to časovno dimenzijo in rodi se čas. In Albert Einstein je tako lepo rekel, time and space are not conditions of existence, time and space is a model of thinking. Nekateri bi rekli, čas in prostor je v naših možganih. Zdaj, če bi vas prosil, da mi poveste te besede, bi pričakoval, ne bom vas testiral, bi pričakoval, da bi mi jih znali povedati recimo 5 ali pa morda celo 9. To se imenuje ta delovni spomin in znova, zakaj je delovni spomin tako pomemben? Ker mi ustvarja morda edini objektivno merljiv pojem, ki se imenuje tukaj in zdaj, in ker mi omogoča, da si organiziram svoje življenje na en predvidljiv in racionalen in ustvarjalen način. Ampak tisti naši najbolj živi spomini ne bodo tisti, ki so vezani na delovni spomin. Naši najbolj živi spomini bodo tisti, ki jih je spremljalo čustvo. Bojim se, da bo vodstvo Slovenske matice še kar nekaj časa imelo v spominu današnji PowerPoint. Pa niti ni to tako veliko čustvo. Velika čustva so, ko smo stali ob morda krsti nekoga, ki je odšel in nam je bilo hudo krthaja. Ko smo stali ob zibelki nekoga, katerega življenje se šele začenja. Ko se nam je zgodilo, ali pa smo bili priča, starejši boste vedeli, kaj je ta fotografija, kaže Jacqueline Kennedy, ki v času po tam ležečega Kennedyja, ko mu povzijo možgani iz lobanje, prestreljene lobanje, skuša pomagati enemu varnostniku, da bo prišel na avto. Ali pa za tiste, ki ste malo mlajši, nekega septembrskega dne, mislim, da je september, 13. september, nekje v New Yorku se je nekaj zgodilo. Vidite, zakaj so ta čustva tako močna? Zaradi tega, ker v formulo spomina pravzaprav vpletejo naše telo. Doslej smo govorili samo o možganih. Lahko bi govorili tudi mind, recimo ali pa duša, ali pa možgani, ali pa veliko je
teh izrazov, ki jih različni ljudje različno uporabljajo. Ampak enkrat, ko mi vklopimo čustvo, takrat gre ta informacija o tem, kar se nam dogaja, gre iz možganov, pravzaprav gre v kri in iz krvi gre v nek organ, ki se imenuje, ki je blizu ledvic za čuda. Imenuje se nadledvična žleza in nadledvična žleza začne preplavljati naše telo z nekim hormonom, ki se mu reče kortizol. In to je nekaj, če ta kortizol traja kratek čas, je to nekaj dobrega za nas, kajti to pomeni, da se borimo. What does not kill us makes us stronger, kar nas ne ubije, nas bo naredilo močne, moramo se v življenju in velikokrat se moramo boriti pod pogojem, da je ta stres kratek. Če pa stres skrbite za nekoga, recimo, ki ima Alzheimerjevo demenco, zrete v propad morda bližnje osebe, sina, hčerke, ki jo je odneslo med mamila. Gledate trpljenje nekega človeka, ki mu ne morete pomagati, ali pa nekega naroda, recimo, ali pa narod gleda svoje trpljenje, ali pa kaj takega, ne. Takrat pa govorimo o tem, da ta kortizol preplavlja naše telo mesece in leta in to, kar vemo, kar se dogaja, je, da kortizol začne fizično na 3 mestih v možganih deluje z svojo strahovito silo. Eno mesto se imenuje že znani hipokampus. Ubija mi spomine in tisti, ki ste bili v hudih stresih svojega življenja, se boste spominjali, da so določene praznine, o katerih ne veste. Posebej recimo žrtve, recimo hudega nasilja, posilstev, mučenja in tako naprej. Smo neko priložnost, da sem v neki tuji deželi delal v ambulanti za žrtve mučenja. Kako pogosto ti ljudje nimajo spomina za dolga obdobja svojega življenja. Drugo mesto, kjer nam kortizol zelo uničujoče deluje, je eno malo jedro, čustveno jedro, imenujemo, ker je podobno mandlom, ga imenujemo amigdala, ampak za čuda tisto jedro se pa razbohotilo. In veliko bolj nas je strah, veliko bolj smo v grozi, veliko bolj kot Munchova slika tukaj doživljamo morda nevtralno vsak dan z neko grozo in z nekim pričakovanjem. In bolj tretje mesto, kjer nam ta kortizol začne tudi uničevati, je pa to mesto tukaj nekje, ki nam pomeni prefrontalni korteks, se imenuje dorzolateralni prefrontalni korteks, je pa to mesto, ki nam omogoča, da pravzaprav z nekim razumom balansiramo, iščemo ravnotežje med svojimi čustvi, med razumom mene kot človeka in razumom ta širše družbe. Vidite, tudi to mi propada. In seveda čustva in spomin imajo svoj namen in funkcijo. Vse, kar nam je dano, ima svoj namen in funkcijo. Poglejte, spomnite se sanj svojih. V sanjah, sanje so čas in mesto, kjer mi približno 2-3 dni potem, ko se nam je nekaj zgodilo, ko smo nekaj spoznali, ko smo se nekaj naučili, ko smo nekaj videli ali doživeli, to na en strašen iracionalni način predelujemo v svojem spanju, v enem določenem delu spanja, ki ga spoznamo tako, ko partnerja pogledamo, pa vidimo, da oči begajo sem in tja. To je stanje, ko sanjamo, ampak sanjamo tisto, kar smo se naučili, kar smo doživeli, samo na popolnoma neprepoznavni iracionalni način, kajti v sanjah nam mehanizmi izklopijo naš frontalni reženj, nikjer ni logike, mi letimo po zraku, nato se zbudimo na drugem koncu
koncu sveta in podobno. Ampak ta proces spanja, sanjanja v fazi REM spanja je v veliki meri pravzaprav te sanje, tukaj imamo na slavno sliko Hokusaja, sanje Ribičeve žene, v teh sanjah mi predelujemo svoje spomine in jih utrjujemo. Tudi to bi lahko bila podoba naših sanj. Neke ure, ki se topijo, neko zlato, na katerem so mravlje. Tam v tistem čudnem delu, tukaj vidimo avtoportret Dalija, avtorja te slike. In tam zadej vidimo skalnato obalo Katalonije, njegovega otroštva. Vidite, torej spomin ni samo, ali pa sploh ni spominjanje, videli bomo, da se pravzaprav, da je v veliki meri naš spomin iluzija. Pa tudi, če bi bil, tudi če je čvrsto zasidran, je pravzaprav funkcija tega našega spomina nekaj drugega. Spomin je jutrišnji otrok včerajšnjega dne. Včeraj sem se nekaj naučil in sedaj moji možgani, zato, da bom bolje živel, da bom lažje živel, da bom preživel še toliko in toliko, mi pravzaprav restrukturirajo sinaptične povezave, dele možganov, nevrotransmiterje, da bodo moji možgani drugačni. Vprašal bi vas, kaj je vaš prvi spomin? Vzamite si drobno sekundo, pa poskusite se spomniti svojega prvega spomina. Spet, ker niste moji študenti, da se ne bom zaslišal. Moj prvi spomin, mislim, da sega približno v 3. leto in pol in stojim v neki sobi in sonce, pravzaprav si je skozi tisto okno in se lomim na eni leseni omari. To mislim, da je moj prvi spomin. Zakaj se ne spomnimo? A veste, če imamo kdaj obdobje življenja, ko toliko novega doživljamo, ko je vse, kamorkoli pogledamo ali prisluhnemo ali kaj takega, nekaj novega, je to prvo leto, drugo leto, 3. leto. Zakaj se ta leta izgubljajo v megli? Na to je prvi zanimivo opozoril Freud. Opozoril Freud, tam je nekoliko mlajši, brez pipe, ki seveda je dal svojo interpretacijo, ki se je danes znano samo posmehne. Skratka, veliko je seksualnosti in mam, ki so take in drugačne, in očetov, ki so takšne in drugačne, in zaradi tega se groze prvih svojih 2 ali 3 let pravzaprav bolje ne spominjam. Mi danes vemo, veliko je teorij, ne bom šel v podrobnosti. Ena teorija je, da preprosto nimamo še, bom rekel, dozorelih tistih delov možganov, ki iz teh senzoričnih vtisov, ki bi si jih radi zapomnili, naredijo nek smisel. Lingvisti bi rekli, šele takrat, ko ti začneš govoriti, lahko ustvariš spomin. Eni drugi kognitivci bi rekli, šele ko imaš zavedanje samega sebe, kdo sem jaz, kaj sem jaz, da ni vse del mene in jaz nisem del vsega, takrat lahko tvorim spomine. So pa avtorji, ki trdijo, da pravzaprav je v hipokampusu pravzaprav ena blokada, ki ti onemogoča. Rad bi vas spomnil na en čudovit roman, Prusta, kjer je opisan en hipni trenutek, pravi. In tedaj se mi je spomin nenadoma prikazal. Tisti okus je bil okus po koščku Magdalenice, ki mi ga je teta
Leonija ob nedeljskih jutrih v Komreju, ko sem mi prišel voščiti v spalnico za dobro jutro, zmeraj pomočila v ruski ali lipov čaj in mi ga ponudila. To Proust piše mnoga leta kasneje, ko se je ta Magdalenica zgodila, sedaj je starejši in pravzaprav se on tega stanja ne spomni in teh let ne spomni. Če bi ga nekdo vprašal, kaj je bilo v Komreju, kako se je, on se tega ne bi spomnil. Ampak potem on pomoči v drugem času, v drugem prostoru, pomoči malo Magdalenico v ta čaj tukaj. In ko se razvije tisti okus na koncu jezika in razvije se, pravzaprav se razvije spomin. Zanimivo, to ni tako hipen spomin. To je počasi razvijajoč, nekateri bi ga primerjali z japonskim papirnim cvetom, ki ga date v vodo in potem se počasi razpira. In tako se bo zgodilo, da boste včasih videli kako barvo, mogoče pozno popoldansko svetlobo, mogoče neko glasbo. In naenkrat se bo začel čaroben proces, ki se sicer se bo odvijal bolj počasi v obliki enega razprtja tega japonskega cveta, ki vas bo ponesel v nek davno pozabljen čas. V eni drugi čudoviti knjigi je opisano, kako človek srednjih let gre na letalo, da je letalo to pristaja in enkrat se zasliši glasba. Tisti, ki imate radi Biblije, boste tale naslov poznali. In enkrat se pravzaprav pojavi tisti daljni spomin na neko dekle, na neko mladost, na neko dekle, na neko travo, na neko drugo zemljo in te prenese v drugi čas. Povejte mi o tistih besed, ki sem vam jih pokazal. Samo dvignite roko. Kdo misli, da je bila tale? Dvignite roki. Dobro. Kdo misli, da je bila tale? Mislim, da vidim 5 rok. Kdo misli, da je bila tale? Ja, 6, 7 rok. Kdo misli, da je bila tale? Približno 3 roke. No, tisto, za kar je največ vas glasovalo, in to je bil tole, v tisti prvi izklenili. Vidite, naredili smo tak mali poskus. Vaši možgani, ko so tole čitali prej, so dali določen kontekst. Posebej ni bilo juga, ne. Takrat so vam dali možgani en kontekst. In kontekst je bila zima, mraz. In zaradi tega ste veliko bolj nagnjeni, da se spominjate nekih stvari, ki seveda jih ni bilo tukaj. Ampak vaši možgani, naši možgani, se jaz sem enako naredil, so to ustvarili. To je lažni spomin. Vidite, naše dojemanje spomina nekako niha med Heraklitom in Parmenidom. Za tiste, ki jim filozofija ni zelo blizu, ne omenim, da sta oba bila slavna grška filozofa, da ste se diametralno bila v nekih stvarih si bila nasprotna, med ostalimi je pa Parmenid trdil, vse je večno, nič se ne spreminja. In Heraklit je rekel, ne, vse se spreminja, nikoli ne more stopiti v isto reko. In tukaj vidite to slavno sliko, Rafael jo je naredil, ko boste šli v Vatikan, si jo poglejte. In tukaj spodaj, čeprav sta v ospredju, vidite ta ponosno razkazovanje perspektive, nekaj čudovitega renesansa
prinesla in ta perspektiva nas pol prenese k Platonu in k Aristotelu. Aristotel z knjigo in kaže dol, na zemljo, na materijo. In Platon kaže na nebo, kaže na idejo. Ampak nekako neopazno tukaj vidimo še dva druga. In ta dva sta Parmenid in Heraklit. Ta večni dvoboj med večnim, med nečem, kar je in bo, in pa med tistim, kar je samo dotik hipnega in bo minilo. Spomin je lahko boleče popoln, boleče perfektni. Psihologi, vse nekaj obrazov, vidim tam dol, za katere vem, da jih zanima kognitivna znanost, pa ne, se vedno spominjamo, da na čudovito knjigo od Lurije, kjer je opisal resničnega takega bolnika Šereseps, ki se je pisal. Ampak Jorge Borges je tudi napisano čudovito delo, ki vam ga zelo priporočam, Funes el Memorioso. Človek, ki se vsega spominja, vsakega lista na vsaki veji, vseh rastlin, ki jih je videl v svojem življenju, vsake bežne in hitne oblike oblaka, ki je morda pred 7 leti, 3 meseci in 4 dnevi plul skozi opoldansko nebo, vsega tega se spominja in tudi ne more spati, ima insomnijo. In je nesrečen. Ne samo zaradi tega, ker se mu neka nesreča zgodila, ampak nesrečen je, kot vidimo v tej knjigi, tudi zaradi tega, ker ni zmožen abstrakcije, ker ni zmožen generalizacije, ker je ujet v vseh tistih listih, ki migotajo, v vseh tistih bagajočih oblakih, ki spreminjajo to obliko, tistega globlega življenja, pa ni, tisto mu je pa uhajalo. Ampak to je fikcija. Imamo pa seveda neko praznino popolnega spomina pri tako imenovanem, tudi pri naših bolnikih, tudi pri savantih, recimo. Poglejte si Stephena Wiltshira, ki je tudi, tole sicer London, ampak njegovo prvo slavno delo je, ko je za nekaj minut preletaval Singapur in je potem pričel risati in je narisal vsako po svojem spominu, perfektnem spominu, vsako hišo, vsako ulico, vsako okno. Vse to je zapisano v njemu in pogledajte te minute, ure, čas, ki ga je on porabil za vsako okno, za vsako polico na tej sliki. In lahko govorimo o neki praznini popolnega spomina. Na internetu jih imate veliko, ko recimo eno gospo vprašajo, ki je bila strašno rada gledala te španske serije, ki so bile po 5 let, recimo, in kaj se je zgodilo, ali se ona lahko pove, kaj se je zgodilo v drugi sezoni 4. filma tiste serije, ko vstopi v sobo šofer, ki ima neko minimalno vlogo, da bo vprašal tisto glavno junjakinjo, ali jo naj še čaka z avtom ali ne. Kakšno kravato je tisti šofer imel, ali je imel pikasto kravato ali ne. In bodo zaprli oči za trenutek in povedali pikasto kravato. Ali pa jih vprašate, kakšno je bilo vreme 4. junija 2018 ob 5. popoldne. In bodo za trenutek zaprli oči in bodo rekli, ja, vem, da je deževalo, ker sem šel dol po stopnicah, pa sem slišal tiste škrablje in potem sem rekel, joj, nič bolj, da vzamem marelo in sem šel gor in sem vzel marelo in res poti prišlo in je deževalo. Vidite, to so spomini, ki jih je človeški sposoben narediti. Ampak veliko bolj nam je seveda boleča praznina izgubljenega spomina.
In nevrologi, ko govorimo o tem izgubljenem spominu, zlasti izgubljenega spomina hipokampusa, si ne moremo kaj, da se ne bi spomnili na tega mladega človeka. Dolga leta sem ga jaz poznal samo, in da sem ga poznal samo kot HM. Zadnjih nekaj let vem njegovo ime, Henry Malayson, umrl je pred nekaj leti. Ampak tukaj, vidite, je bil mlad človek, tam nekje 20 let, ki je imel strahovito epilepsijo, božjast, ki se je začela v enem hipokampusu in se takoj preselila na drugi hipokampus. On bi slejko prej umrl zaradi teh božjastnih napadov, avto bi ga povozil, nesrečno bi padel in udaril z glavo. In tako je bila rešitev zanj kirurgija. Do takrat so nevrokirurgi že odstranjevali hipokampus in nič se ni zgodilo. Ljudje so živeli naprej, samo napadov niso imeli. Ampak tukaj so prvič v življenju naredili operacijo, da so odstranili oba hipokampusa. Nikoli več v zgodovini medicine niso ponovili te operacije. Posledice so bile strahovite. Ta mladi človek se ni mogel naučiti ničesar in je sproti vse pozabljal in je pozabljal tudi nekaj, kar je bilo pred leti, preden so mu odstranili hipokampuse. Vidite, tam je slika, tukaj je slika možganov z tega morskega konička, takole, in tam so njegovi možgani, ki so jih odstranili. In drugi primer, ki tako lepo ilustrira, tudi, ki sta ga po svoje tudi ilustrirala Luka in Mija, je tale človek, piše se Clive Waring. On je tudi izgubil 2 hipokampusa, pa ne za operacijo. Imel je nek virus, ki mu je uničil oba ta 2 hipokampusa. In ta človek piše dnevnik. Kako pretresljivo je čitati ta dnevnik. Ne zanimivo, nič ni v tem zanimivega, pretresljivo. On se ničesar ne spomne, on pozabi nekaj, kar je bilo pred, ne vem, 20 sekundami, ne ve več. In on recimo, ko žena pride, se potem ga je morala zapustiti, veste, vsi ljudje niso tako močni, da bi pri takih težkih bolezenskih slikah zdržali z nekaj, tako da. Ampak, a veste, ko je ona morda že, ne vem, 67-tič prišla v tisto sobo, je bila njegova reakcija taka. On je pogledal, oči so se mu razširile, on je ni videl že desetletja. In je tekel k njej, je objel, zaplesal okrog, kajti sedaj po mnogih desetletjih vidi svojo ženo. In vidite ta dnevnik, kaj piše v tem dnevniku? I am now perfectly, nekaj se je, Glejte, on se vsake 20 sekund se zaveda, je on tukaj. In potem hitro napiše, I am here, I am alive, živ sem. Ali I am now awake, first time for the years, po mnogih letih sem spet tukaj. In vsake, ko se spomne, ko piše dnevnik, on v tistih 20 sekundah napiše svoje čudenje in svoje veselje, ker je živ. Seveda, praznina izgubljenega spomina je tudi nekaj, kar videvamo, nažalost, vsak dan. Zdravniki in nažalost tudi mnogi starejši v svojih družinah. Imenuje se demenca. Jaz smo reči, da sem žalostni, ker naša družba premalo naredi za to tragično bolezen, ampak to je druga zgodba. In seveda se to začne kradoma. Tukaj bomo videli, kako se začne ne v hipokampusu, ampak v nekem drugem delu možganov, imenuje se sprednji senčni režim, tukaj nekje za ušesom, kjer jaz drugače zelo lepo funkcioniram.
ampak počasi izgubljam znanje, spomin na predmete. Ne razumem več, kaj so ti predmeti. Aha, zdaj pa ne vem. Zdaj pa jaz se bojim, da če se bom tam dotaknil. Ja, nič. Mislim, da nam ne bo dano, mislim, razen če bo. Ne. A jaz sem... Ne, mislim, nažalost ne bo možno in pustimo... Ja. Gospod, a se kaj sliši? Ja. Torej, materni jezik je hrvaščina, zato del pogovora vodim z njim v hrvaščini. Magnet, ampak nisi bil. To bo povedal. Glava. Ampak to ni več spomina na to živalo, ne? In da končam tudi v tej, ne vem, a se bo slišalo, ne vam bom opisal, tudi v tej popolni praznini izgubljenega spomina, če se mi potrudimo in iščemo stik z temi ljudmi, bomo za čuda našli mnoge poti, kako priti do njih, do tistega, kar pa ni izgubljeno. No in tukaj boste videli starejšo gospo, ki je pred mnogimi desetletji bila prima balerina nekje v New Yorku, sedaj je dementna, ne pozna nikogar, ne pozna niti človeka, ki ga boste videli ob njej, ki sodim, da je verjetno njen sin, ker se zdaj verjetno neko nežnostjo in komunicira z njo. Dali slušalke in v slušalkah, ne vem, ali bomo slišali ali ne, se igra Labodje jezero, na katerega je ona nekoč pred davnimi desetletji plesala. Jaz se bojim, da ta nam pa ne bo uspel, tako da jo pa najdete na internetu, tako da se vam vsem lepo zahvalim, posebej pa moja zahvala Luki in mi, hvala, vidva sta ta dogodek res naredila tak, da mi bo večno ostal v spominu. Hvala vam.